Iz pravne fakultete smo že pred časom prejeli odgovor na elektronsko pošto, da fakulteta nima novega zunanjega sodelavca. Odgovor je precej konfuzen, saj v nadaljevanju navajajo, da je fakulteta 23. oktobra 2017 na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja sklenila pogodbo s pravno osebo Krakis Komunikacija Bartolo Lampret SP za izvajanje storitev svetovanja na področju odnosov z javnostjo, z veljavnostjo do 30. septembra 2018. Pogodbena vrednost je 15.900 evrov. Na naše vprašanje, kje je pravna oseba Krakis Komunikacije opravlja svoje delo, od pravne fakultete nismo dobili odgovora, saj po njihovem mnenju to ni vprašanje iz pristojnosti pravne fakultete. Prepričani pa so, da je za nemoten pogodbeni odnos nujno in običajno, da pogodbena stranka del svojih pogodbenih obveznosti opravi v prostorih druge pogodbene stranke. Zanimivo pri celotni zadevi je to, da ima od vseh fakultet, na katere smo naslovili naša vprašanja, zgolj pravna fakulteta zunanjega sodelavca za izvajanje storitev svetovanja na področju odnosov z javnostjo. Praksa je namreč, da to delo za fakultete opravlja služba za odnose z javnostmi Univerze v Mariboru. Odgovori ostalih fakultet to prakso potrjujejo. Iz fakultete za strojništvo so nam odgovorili, da imajo organizirano službo za odnose z javnostmi na Univerzi v Mariboru. Kontakte za medije pa najdemo na spletni strani univerze. Tudi fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko koristi službo Univerze za stike z javnostmi. Enak odgovor smo dobili tudi iz filozofske fakultete, ekonomsko-poslovne fakultete in medicinske fakultete. Prav tako so nam iz univerze sporočili, da stike z javnostmi za fakultete opravlja njihova služba. V njihovi službi so namreč zaposlene kar 4 osebe, Lidija Novak, Vanja Borovac, Alenka Ribič in Petra Štravs, ki jih vodi pomočnik glavnega tajnika univerze Teodor Lorenčič. Žal nikogar izmed vpletenih nismo uspeli dobiti pred kamero. To lahko razumemo samo v kontekstu skrivanja vpletenih pred javnostjo in v povezavi z nerazkritim poročilom revizije Univerze v Mariboru ter njenih članic. Zlasti pravne fakultete, saj so javnosti znane informacije vezane na izplačila honorarjev za delo s predbolonjskimi študenti ter ohlajenimi odnosi na relaciji Slomškov trg, pravna fakulteta in ekonomsko-poslovna fakulteta, iz katere izhaja prvi podpisnik med prorektorji Univerze v Mariboru, dr. Žan Jano Plotnik.